Dleskovec bom skočil. Če ni to Pravljica, precej zoprna reč, ko ti kar enkrat poti zmanjka. In kaj bi se zmenili? Živijo! In dobrodošli v novi dogodivščini kanala V naravo. Z vami smo Ivo, Aleš, Peter, pa imamo tudi eno punco s sabo, Keri. Smo nekje pod planino Ravne v Kamniško-Savinjskih Alpah in danes je cilj Dleskovška planota oziroma en krog s krplami tlele gor. Predvčerajšnjem je zapadlo kar nekaj novega snega. Boste videli, ko sem posnel, ko smo avto lepo parkirali. To je to, v glavnem najprej gremo na planino Ravne, pa bomo pa v bistvu videli, no, nimamo nekega cilja danes, sam dobro se imeti, pa malo pokrplati. To je pa to. Pejte zraven. Takole se pa avto obrne na snegu, ko ne gre več naprej. Ti už ga imaš odelo, pa tukaj. Malo imamo še meglic, upamo, da se tole razkadi, pa da bomo imeli lep vreme. Dobrodošli na planino Ravne. Tukaj, ali pa na ravnija. Ne vem, kako je pravilno, ampak tukaj je res fantastično lepo, je prav. Pravljica je. Tudi v vseh letnih časih. No. Tako da tukaj je zdaj tudi izhodišče levo gor, se pravi, to smer se gre gor proti Dleskovcu. Mi bomo šli pa tukaj naprej proti Molički planini, no, pa bomo pa videli, kaj bo. Medtem, ko smo se mi krple gor dali, se je pa fino vse zameglilo. Sicer ni ne vem koliko še snega, ampak se tako dvakrat udera, stopaš pa se pol udre in je tako zoprno hoditi, tako da smo rekli, bomo kar krple gor dali. Pa je, evo, še table malo. Mi gremo takele. Tole pa zdaj izgleda zimska pravljica, ne? Pa modro nebo. Temu se res reče zimska pravljica. Verjetno bom danes to še kaj ponovil. Evo nas. Četica. Zdaj se nam bo počasi že odpirati pogled proti Savinjski dolini. Pa tukaj gor pa pol veliki vrh. Takole levo gor je pa Dleskovec. Krpli so sicer super, ampak zdajle pa takole, ko pa prečimo pobočje, je pa kar malo zoprn. Kaj gležne krivi, pa drsijo dol po pobočju, ne. Ampak zdajle, ko se sneg še udira, je kar v redu.
Zdaj smo, v bistvu ni razpotje, ampak tukaj pride nemarkirana pot, no. So bila z Alešem enkrat, tle, ko so šla krožno turo iz Velikega vrha, čez, pa ne vem, kaj je že tle zadnji vrh, bom napisal. Pa tudi desno gor bom dal ta video. Evo, mi smo pa še 20 minut na poti, pa smo že zmatrani. Glice, ki je po vrhu, se pa noče čist posloviti. Tako da nam sonček zakriva. Ampak zaenkrat je kar kul, ko gremo v klanec, pa nam je itak vroče. Čar krpljanja je tudi, ko včasih ti borovci prekrižajo pot, oziroma ne moreš iti po markirani poti. Pa je treba malo iskati, oziroma si tudi dostikrat sploh ne veš, kje je markirana pot, pa samo neke naravne prehode se išče. Pa fejst je, no, samo da veš, v katero smer moraš iti ali pa kam približno treba iti. Zdajle sem malo iskal pot in sem po enem strmem bregu gor šel. Ivo pa Aleš bosta šla pa malo bolj okoli, ker gor smo namenjeni. Je pa pihati začel, kot najbrž slišite. Našli smo jo. Ja, tlele krpljanje se je izkazalo za kar naporno dejavnost. Tako da bomo tlele, gleda, boste Ivo pa Aleš šla po isti poti nazaj. Jaz bom pa Leskovec obšel, pa pol šel na planino Dolga Niva, pa dol na Ravne. Tako da to je surf iz vrha. Ja. Nismo mi dva z Ivotom to huda, ko uledlo včeraj Storžič. Ja. 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 Gremo, se vidimo na planini Dolge Nive, oziroma Ravne. Da moram pa nekam tukaj gor prijeti ali pa tlele moram tale greberin prečati. Tako da sem še odločil, kje bom šel, ali bom dol v dolino se spustil ali bom tle po pobočju šel. Kjele moram še pogled nazaj. Tista čest je po mojem da Raduha. Tole v megli je veliki vrh. In pa zdaj malo do razpotja prišel. Pa bom obšel Leskovec ali bom pa gor skočil, ne vem še. Tlele pa zdaj ni hec, kar piha, sicer sem se zelo omaknil na kotanjo, ampak bo treba kar obledce pa da tople rokavice gor dati. Vidim še nad Leskovec bom skočil.
Z vrha ne bo nič razgledati, tako da sem se malo preustavil. Tamle dol je ono razpotje, ki sem govoril. Gor je v megli veliki vrh, pol je, tako je Molniška planina, pa tako nekje Korošica. Tam je Kamniška Bistrica, tako so pol Ojstrica, pa naprej vrhovi Kamniških Alp, Savinjskih tudi seveda. To je pa Dleskovec, pa gremo gor. Dobrodošli na Dleskovcu. Upam, da ne piha preveč v mikrofon. V glavnem razgleda nimamo. Grem pa kar naprej dol v tole smer. Kljub temu sem tlele bil že ene 5krat po zimi in polet, je v megli čist nekaj drugega in prav sem vesel, da imam navigacijo oziroma da imam zemljevid na telefonu, da se vsaki toliko cajta malo popravim, pa da vem, v katero smer grem. Kakšne umetnine vetra in snega. Zdaj sem pogledal spet na telefon, pa ni dolge nive, ampak dolga trata. Sorry. Prav neverjetno, koliko toplo rata, pa samo malo se sonček pokaže. Pa neha pihati, se treba takoj sleči. No, zdaj so pa celo malo videli. Tole je planina dolga trata, tukaj bo res ena toliko lepa hiška, dela v snegu, bo pa sploh noro lepo. Evo, če ni to pravljica, samo še jasen bi mogel biti. Da vidimo malo časovnice. Do planine imam pol urce. Tlele pri hiški bom še malce naredil, ker mislim, da bom malo hitrejši, kot Ivo pa Aleš. Spet bo fige na sporedu. Hvala odlično za fige pa datle. Ja, pojedel sem, nekaj sem spil, pa gremo naprej. Še en pogled nazaj. Takole imamo pa naprej. Tukaj šele, ko polet hodiš, vidiš, koliko so teli borovci visoki. Sem bil pa ene 4 leta nazaj, sem bil prvič tlele, je bilo pa to vse pod snegom. Da letos je res minimalno snega. Upam, da ga še kaj pade. Zgleda, da je še pot naprej. Precej zoprna reč, ko ti kar enkrat poti zmanjka. Dobra stvar s Krplje je, da lahko tudi malo čez borovce hodiš, pa not ne padeš. Ampak če bi pa not padel, pa ne če pa nogo ven dobu. Dol pa gre kar raketa. Moram celo paziti, da ne gre kdaj prehiter. Seveda sem med spustom zašel iz markirane poti, ampak ne zato. Približno vem, kam grem. Hotel sem samo tele oznake pokazati, sicer ne vem, kaj pomenijo, ampak
Tukaj je neka potka bi znala biti, kakšna lovska mogoče. Jaz grem pa kar tlele po grapi dol. Kakor se spomnim, sem tle šla že z Mitjetom dol. Ja, gotovo sem, da sem se res spuščal kaj proti, tako kot sva se lanskrat z Mitjetom, ampak lanskrat z Mitjetom sem imela avto parkiran tle pri zadnji kmetiji. Mi smo ga pa letos malo višje parkirali, tako da zdaj sem na eno vlaku prišel in grem proti planini Dolga Niva. Ne, pardon, Ravne. Jaz pa sledi od Zajčka. Evo ga, pa sem na cesti, da bi treba sledi pogledati in kaj bi se zmenili. Aha, to je pa noro. Gremo dol. Tole je pa zdaj čist nekaj drugega, kar na vrh gor, ne? Z Ivatom hitro eno bližnjico našla. Tle imamo pa že avto za ovinkom. Srečno prišli do avta, kot ste videli. Tura je bila malo improvizacije, malo tudi glede na sposobnosti, tako da drugače pa škoda, no, ker je bilo malo megle gor, pa malo pihalo, drugače pa je ta prava zimska pravljica, no. Kot ste videli, smo prvi šli. Uživancija, meni je bilo res super. Ko je bilo vama prvič kar plat? V redu, super je bilo. Ja. Meni tudi. Mi do Zalešna smo malo skrajšala, oziroma smo šla na polovic nazaj, no. Peter je pa krog dela. Utrdila sta pot za nazaj, tako da unika boste naprej šli, tudi šli, imate oranko hojen. Tako je. Nič se ne odlegalo. To je to. Hvala, ker ste ostali z nami do konca. Imejte lep dan še naprej, pa. Čau! Adijo. Čau.